Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pridite stvari, kaj glejte se godi, edini Božji sin strašno za nas trpi. Trpljenje nedolžnega pred nas postavlja večno vprašanje. Zakaj, čemu bolečine, kakšen smisel ima vse to? Odgovor lahko najdemo le v srečanju z Jezusom, če dovolimo, da nas povede v skrivnost svojega križa, v skrivnost odpovedi in ljubezni. Danes nas Jezus vabi na pot z Veroniko, mladim dekletom, ki jo je prometna nesreča, ki jo je povzročil pijani voznik, zavedno zaznamovala. Z Veroniko, ki živi med nami in pooseblja trpljenje mnogih. Naj nas današnje premišljevanje utrdi v veri, ki bo prinašala smisel, upanje in ljubezen. Prva postaja, nedolžen v smrti znan. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Dan leta 2012. Kot študentka drugega letnika predšolske vzgoje sem na fakulteti opravila vse obveznosti za ta dan. Zvečer sem se srečala še s prijatelji in skupaj s sošolko sva se odpravili proti domu. Na železniški postaji je moja mami čakala, da me odpelje domov. Pripoveduje Veronika o dnevu, ki je zavedno spremenil njeno življenje. Mediji so poročali. Okoli 22. ure zvečer se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je močno alkoholiziran voznik zapeljal preko neprekinjene črte na nasprotni vozni pas, po njem vozil več kot 300 metrov in silovito trčil v vozilo, v katerem sta bili Veronika in njena mama. Avto je zagorel, mama je umrla na kraju nesreče, Veroniko pa so hudo poškodovano in opečeno odpeljali na zdravljenje. Dejanje, ki spremeni življenje zavedno, zaradi obestnosti, malomarnosti, neupoštevanja predpisov, zaradi alkohola. Obsodba nedolžnega. Jezus, tudi ti si bil po nedolženju obsojen. Pomagaj nam, da se bomo zavedali, da lahko z našimi neprimernimi besedami in nepremišljenimi dejanji ranimo sočloveka zavedno. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Druga postaja, Jezusu naložijo križ. Glej, križ mu naloži na ranjene rame, objame ga voljno in nese vseh dolge. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Po več kot mesecu umetne kome in hude borbe za življenje se je Veronika počasi začela prebujati. Nekje globoko v sebi je podživljala nesrečo in se počasi soočala z realnostjo. V morah se je srečevala z mamo, ki jo je reševala, v realnosti pa z očetom, ki je prihajal na obiske, zdravstvenim osebjem, psihologinjo. Počasi se je začela zavedati in sprejemati, da se je zgodila nesreča in da je v bolnišnici, da je hudo poškodovana, da ima veliko zlomov in je opečena po obrazu in rokah, da je mama umrla. A v njej je ostalo upanje, da bo zmogla. Vsega se je začela učiti od začetka. Hranjenja, govorjenja, hoje, oblačenja. Volja do življenja. Tukaj ni prostora za kompromise ali pravične odgovore. Jezus odločno si stopil na pot križa. Pomagaj nam, da bomo trdno stali, ko bo treba. Okrepi nas, da bomo pogumni in se bomo odločno lotili vsega, kar nam namenja Oče. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Tretja postaja. Jezus pade prvič pod križem. Opešal je v močeh, podrega križ naš greh, utopljen v dolge sveta, leži potrt na tleh. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Veronikina samostojnost se je sesula v prah.
Občutek ponižanja, osramočenost in soočenje z dejstvom, da bo morala prositi za pomoč, je bila zanjo ena najtežjih preizkušenj. Stara je bila 20 let in do nesreče popolnoma samostojna. Sedaj je povsod potrebovala pomoč. K njej so prihajali neznani ljudje, jo umivali, se dotikali njenih intimnih predelov. Njeno telo je bilo polno različnih cevčic, s katerimi so upravljali drugi. Izguba moči, ni več pokončnosti, nič več ni odvisno samo od mene. Jezus, tudi tebi je spodrsnilo, tudi ti si padel. Prosimo te, daj, da bomo vedno znali ceniti veličastni in dragoceni dar življenja in da spodršljaji in padci ne bodo nikoli razlog, da bi ga zavrgli. Pomagaj nam tudi, da bomo trpečim bratom in sestram pomagali vstati. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. 4. postaja. Jezus sreča svojo žalostno mater. O žalostni spomin, ko mater sreča sin, bridkosti meč ji gre do srca globočin. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Videti posledice hude prometne nesreče in popekline na obrazu mladega dekleta ni bilo lahko. Ne za sorodnike, ne za najboljše prijatelje. Morali so biti pogumni, ko so prišli na obisk. V njihovih očeh je Veronika videla veliko žalost. Pa vendar se je, hvaležna za vsak obisk, ki je razbijal rutino in dolgočasje v bolniški sobi, trudila, da jih opogumi. Ni pokazala, da je hudo. Pred njimi je skrivala bolečine. Bodrila jih je, da se bo vse uredilo. Njena volja do življenja je bila tisto, kar je drugim dajalo upanje. Žalost, razočaranje tistih, ki te imajo radi, užalostiti tiste, ki te ljubijo. Jezus, tvoje trpljenje je tvojo mamo Marijo zelo prizadelo, a njen žalostni pogled je bil poln ljubezni, miline. Nauči nas srečati se z Marijinim pogledom, polnim tolažbe in moči, ki jo potrebujemo. Naj naši pogledi trpečim nosijo ljubezen in tolažbo. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. 5. postaja. Simon pomaga Jezusu nositi križ. Pomagal Jezus je od teže križeve. O Simon, sprejmi križ, Gospoda, usmili se. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Operacije so si sledile ena za drugo. Preveze, razgibavanje in postavljanje na noge so povzročali veliko bolečin, ki so bile včasih neznosne. Nekje v mislih se je Veronika srečevala z mladim dekletom iz njenega kraja, ki je nekaj mesecev prej prav tako doživelo hudo prometno nesrečo. Sporočila o njenem stanju so bila zanjo spodbuda, motivacija, da se tudi ona potrudi. Na tej poti ni bila sama. Zapuščenost. Težko je razumeti, če nisi sam okusil stiske, bolečine. Jezus, zapustili so te tisti, od katerih si pričakoval pomoč. Nepričakovano pa je bil ob tebi tujec, nekdo, ki nam nisi računal. Daj nam pogum, da drugim dovolimo, da nam pomagajo. Naj bomo pripravljeni hoditi s tistimi, ki jih je trpljenje strlo, in jim pomagati nositi križ. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. 6. postaja. Veronika obriše Jezusu obraz. S prstom Veronika obriše Jezusa, zato ji da spomin obličja svetega. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. V samoti bolniške sobe so prihajala na dan različna vprašanja, dileme, strahovi in bolečine. Toda tudi tam so bila tudi bližina, roka tolažbe, posluh
pogovori in sočutje v vsakem trenutku. Veronika v bolnišnici ni bila sama. Ob njej so bile stalno prisotne medicinske sestre, ki so ji bile v veliko oporo. Sočutje. Vsak dan znova, brez velikih besed, brez velikih nazivov. Jezus, kljub bolečinam in trpljenju si opazil dejanje ljubezni. Pomagaj nam, da bomo opazili vsako majhno žrtev ljubezni. Nauči nas, da bomo drugim v pomoč, tolažbo in zaupanje. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. 7. postaja. Jezus pade drugič pod križem. Slabost je ves prevzet, zveličar pade spet. O, greh je ga težej, ki jih ponavlja svet. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Po 7 mesecih je bila Veronika odpuščena v domačo oskrbo. Odhoda domov se je zelo veselila, vendar je bilo veselje kratko. Po 14 dneh so se ji odprle že vse lepo zaceljene rane in morala je nazaj v bolnišnico. Nazaj v samoto majhne bolniške sobe, v neskončne ure čakanja. Zdravila proti bolečinam niso bila učinkovita in vsaka preveza je povzročala hude bolečine. Imela je težave s prebavo in vse, kar je pojedla, je izbruhala. Upanje, ki se je z odhodom domov okrepilo, je izpuhtelo. Bila je že bolje in zdaj je zopet padla v začaran krog bolečine, nemoči, odvisnosti od drugih. Pojavila sta se velik strah in negotovost pred vsako novo prevezo in z njo povezanimi bolečinami. Pojavil se je strah pred prihodnostjo. Strah. Strah, ki ohromi in jemlje upanje. Jezus, čeprav so pričakovali, da boš zdržal, si padel še enkrat. Vzemi iz našega srca strah pred žrtvijo, da ne bomo bežali od svojih odgovornosti. Daj nam sočutno ljubezen, da bomo mogli videti stiske ljudi in jim pomagati. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. 8. postaja. Jezus nagovori jeruzalemske žene. Usmiljene žene, ne jokajte za me, le zase in svoj rod točite zdaj solze. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. V času rehabilitacije se je Veronika srečala tudi s pogledi ljudi. Pogledi, ki so se obračali za njo in ji sledili. Pogledi, ki so bili moteči, ki so jo pomilovali in niso upali pristopiti bliže. Geste, besede, ki so zabolele. Mami, zakaj je ta teta tako umazana? Z vse večjo samostojnostjo pa je te poglede spremenila v občudovanje in moč, ki je navdihovala. A kadar ni bila močna in v skladu s pričakovanji okolice, je zopet zaznala pritisk. Sprejetost. Toliko strahu je v nas, da bomo postali nepriljubljeni, nesprejeti, zasramovani. Jezus, ti se nisi oziral na mnenje drugih. Pomagaj nam, da ohranimo mir, da bomo mogli z ljubeznijo iti do vseh, brez predsodkov in sodb. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. 9. postaja. Jezus pade tretjič pod križem. Zveličar omegli, pod križem spet leži. O trdo srce, glej, tvoj greh ga žalosti. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Na poti do Veronikine samostojnosti je bilo veliko ovir. Znova se je hodila govoriti, hoditi, jesti, oblačiti, umivati, pisati in še mnogo drugih aktivnosti, ki so za zdrave ljudi samoumevne. Vsega se je učila na novo. V glavi je znala, a telo ni zmoglo.
Motivacija je bila velika, pa vendar se je včasih v njej vse sesulo. Ko je neko aktivnost v bolnišnici že usvojila, je v drugem okolju morala zopet začeti znova. Ko je že mislila, da zna, včasih še vedno ni šlo. Čas popolne nemoči. Trenutek, ko bodo vsi rekli, da ne gre. Ko sam misliš, da ne moreš več. V tvojem tretjem padcu, Jezus, je bilo videti, da si dokončno premagan. A glej, tudi tretjič si se pobral. Daj nam razumeti, da ne zahtevaš, da pod križem ne smemo nikoli oslabeti. Ampak le to, da moramo vedno znova vstati. In daj nam moč, da bomo ponudili roko vsem, ki so omagali v življenju. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. 10. postaja. Jezusa slečajo in mu ponudijo vina z žolčem mešanega. Ko pride na goro, obleko mu vzemo in za dolge sveta še žolča mu da to. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Nesreča je Veroniki povzročila trajne poškodbe. Mnogo ji je bilo odvzeto. Rane so se celile, a ostale so brez rutine. Njenih dolgih, naravno skodranih las ni bilo več. Tudi prstov na rokah ne. Trajalo je kar nekaj časa, da je vse to sprejela. Da je sprejela, da nekaterih njej tako ljubih stvari ne bo mogla nikoli več početi. Da, na primer, nikoli več ne bo igrala violine in citre. Dostojanstvo. Veličina in sijaj slehernega človeka, ki ga nihče ne bo mogel nikoli izbrisati. Jezus, čeprav so ti odvzeli obleko, si ohranil svoje dostojanstvo. Daj nam prepoznati dostojanstvo lastno naši naravi, tudi ko se pred drugimi znajdemo goli in sami. Nakloni nam milost, da bomo mogli videti dostojanstvo drugih, ga ceniti in varovati. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. 11. postaja. Jezusa pribijajo na križ. Na križ ga položi, razpno roke in noge in ostri mu žebli spet rane naredi. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Hrepenenje po domu je bilo po dolgih mesecih bivanja v bolnišnici veliko. Prav tako tudi pričakovanje, kako se bo doma vse uredilo. Vendar je šele s prihodom v realno življenje Veronika spoznala, da nikoli več ne bo tako, kot je bilo. Ni bilo več starega življenja, kot ga je poznala. Njene sanje o prihodnosti so se razblinile. Kar naenkrat se je zavedla, da je njeno življenje izbralo drugačno pot. Pot negotovosti, kjer izbran poklic vzgojiteljice, lastna družina, služba, starost in njena prihodnost niso bili jasni. Bila je zaznamovana za vedno. Poslanstvo. Sprejeti poslanstvo in se zanesti le na nebeškega očeta. Jezus, ti se nisi ustavil. V svojem poslanstvu si šel do konca. Osvobodi nas vseh strahov, ki nas hronijo kot žeblji, in naj pogumno vzamemo v roke svoje življenje. Naj naše roke nikoli ne prebadajo, ampak tolažijo in spremljajo trpeče. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. 12. postaja. Jezus umre na križu. Na križu Bog visi in sveta teče kri. Za nas umira Bog, žalujte vse stvari. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Srečanje s pokojno mamo. Pol leta po nesreči, ob prvem kratkem izhodu iz bolnišnice, se je Veronika na grobu svoje mame dokončno zavedla, da je njej, tako draga mami, resnično umrla. Preplavili so jo velika žalost, občutek praznine in spomini na skupne trenutke.
Stopila je na pot žalovanja in hkrati zavedanja, da je njej življenje še podarjeno, da ji je dano posebno poslanstvo, da ima neko življenje še nek smisel. Sprejetje. To je velika skrivnost, ki nas sprašuje, vznemirja, izziva in vabi, da se naučimo gledati ljubezen celo v smrti. Jezus, ljubil si nas, ko si umiral, ko si izročal svojega duha, izpolnjeval očetovo voljo, ko si odhajal. Odpri nam oči, da bomo spoznali tvojo ljubezen. Nauči nas biti z Marijo pod križem, na katerega je pribitih veliko mož in žena današnjega časa. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. 13. postaja. Jezusa snamejo s križa in ga dajo Mariji v naročje. O mati žalostna, ki ljubiš Jezusa, oblemlješ zadnjikrat sinu zdaj mrtvega. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si svojim križem svet odrešil. Veronikina zgodba in njena težka pot okrevanja sta nagovorili tudi okolico in bližnje, s katerimi je živela in delovala. Odločili so se, da zanjo pripravijo dobrodelni koncert in jo povabijo zraven. Vabilo je doživela kot sporočilo, da jo okolica sprejema tako, kot je, in povabilo se je odzvala. Želela je živeti, ne skrita v domači hiši, ampak med ljudmi. Ko je zakorakala na oder, je naredila nov korak v življenju. Nesreče ni več doživljala kot tragedijo, ampak kot priložnost, da iz vsakega dneva naredi nekaj dobrega. Brezpogojna ljubezen. To je vsakdanje bratsko poslanstvo tolažbe. Jezus, ko so te sneli s križa, so te položili v naročje svoje matere. Mati Marija, ki te je brezpogojno ljubila, je bila še vedno ob tebe. Nauči nas ljubiti do konca. Pomagaj nam, da bomo poskrbeli za tiste, ki trpijo v ranjenem telesu, strtem duhu, obupani duši. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. 14. postaja. Jezusa položi v grob. Bridko objokovan je Jezus v grob dejan. O grešnik, moli ga, tvoj greh je zdaj opravljen. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Bili so dnevi, ko Veronika ni zaupala in verjela vase, da bo zmogla. Tudi nekateri ob njej so razmišljali, da se s tako invalidnostjo ne da živeti javno, študirati in skrbeti zase. Bili pa so ljudje, ki so verjeli, da se v življenju da narediti marsikaj. Gnali so jo naprej. Poklicali sta jo sošolki Katja in Neža, jo spodbudili k nadaljevanju študija in ji pomagali z gradivi, da je nadoknadila zamujeno. 1. julija 2014 je Veronika diplomirala in se nato vpisala na magistrski študij. Vera. Pred nami grob, tema, ko se zdi, da je vsega konec, a ostaja upanje, vera, ostajenje. Jezus, prinesel si nam veselo oznanilo, da za vsakim velikim petkom pride velika noč, da je trpljenje vir blagoslova in da je smrt le seme novega življenja za vsakega, ki se te oklepa. Daj nam, da bomo to razumeli, in daj nam pogum, da bomo tudi mi podali roko bližnjim, napolnili njihovo praznino z vso polnostjo ljubezni in jim prinašali upanje. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. O Jezus, hvali naj, ves svet te vekomaj, po svojem križu nam podeli sveti raj. Veronika zaključuje 2 magistrska študija. V času po nesreči je bila animatorka in voditeljica oratorija ter prostovoljka v domu za starejše in na počitnicah biserov, letovanju otrok iz socialno ogroženih družin na Slovenski Karitas. Poje v cerkvenem zboru v župniji, vozi avto in gradi svojo hišo.
Kljub nesreči sem več pridobila kot izgubila, pravi. Po srcu sem še vedno ista oseba, vendar modrejša in bogatejša za marsikatero izkušnjo. Te izkušnje, moč in vztrajnost rada delim z drugimi. Pravijo mi, da sem bila marsikomu zgled in navdih. Vse to mi daje moč, da vztrajam na svoji poti. Naš odrešenik Jezus Kristus, hvala ti za tvojo neizmerno ljubezen. Hvala, da si nam pokazal, da je življenje močnejše od smrti in ljubezen močnejša od sovraštva. Nauči nas vdano sprejemati vsakodnevne križe. Naj se zavedamo, da je tebi vse znano, da hodiš z nami in da boš vedno dajal dovolj moči. Opogumi nas, da bomo nosilci upanja. Opominjaj nas, da samo dobro lahko premaga zlo in hudobijo. Samo odpuščanje potolče zamero in maščevalnost. Samo bratski objem razpodi sovražnost in strah pred drugimi. Naj bomo živi zgled dobrote in zastonjskosti v svetu in pričevalci tvoje neizmerne, brezmejne ljubezni do človeštva. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen.